S položitvijo prvih metrov cevi na Seniku na meji med občino Ormož in Sveti Tomaž na vodovodnem odseku Hajndl-Kostanj je komunalno podjetje Ormož 2. junija lansko leto začelo z gradnjo in obnovo vodovoda na Ormoškem, ki med drugim prinaša kar 26.000 metrov novih cevovodov. Gradnja vodovoda poteka po načrtu. Gradnja poteka po planu, zdaj zgrajenih je bilo približno 65%, kar se tiče ne dimenzij, ampak dolžinskih procentov. Potem pa finančno smo približno malo pod polovico vrednosti samega projekta. Trenutno bomo začeli čez kakšne 3 tedne na liniji Velika Nedelja Podgorci in pa Godaninci-Vodranci. Medtem ko recimo linija Hajndl-Ormož je končana skoraj v celoti, tudi 85% je končana linija na Humu, se pravi Vodranci. Tako da je pa še kar nekaj dela na vseh objektih. Kostanj, kot vidite, potem Vičanci, potem tudi prečrpalnica Pušenci in pa Hum. Tako da dela ne bo zmanjkalo. Projekt oskrba s pitno vodo v porečju Drave 2014-2020 ormoško območje bi namreč naj bil v celoti zaključen maja leta 2023. Samo gradbena dela bodo predvidoma trajala do konca leta 2022. Projekt poleg omenjenih del zajema rekonstrukcijo vodohrana na Hajndlu in še 2 rekonstrukciji starih vodohranov v Vičancih in na Humu ter gradnjo novega v občini Sveti Tomaž na lokaciji Kostanj, kjer smo se s skrbnikom projekta srečali najprej. Zraven sta bila tudi namestnik vodje gradbišča in župan občine Sveti Tomaž. Gradbena dela v sklopu projekta izvaja komunalno podjetje Ormož, po potrebi dela potekajo tudi ponoči. Občani najbrž ne vedo, da nekatera dela potekajo tudi ponoči, ko vsi sladko spimo. Ja, verjetno vsega ne vejo, pa tudi ni potrebno, da bi ne vedeli. Ja, je pa določena dela pač potrebno upraviti takrat, ko najmanj oviramo dobavi vode. To pa tudi ponoči, ja. To pomeni, da kaj se pravzaprav dela ponoči? Ja, za posamezna dela je potrebno prekiniti dobavo vode. To pomeni na starem cevovodu zapreti in pol novega priklopiti zraven. To je pa delo, ki pač zahteva odklop vode. In to ne za 1 uro ali pa 2 uri, ampak kar za celo noč, bomo rekli tako. Ne? In ta dela se seveda opravijo takrat, ko to najmanj škoduje. No, kaj ste prevezovali to noč? Nekateri odseki so že finalno izvedeni, to pomeni, na njih je izvedena vsa potrebna infrastruktura, vse armature. Voda je, cevovod je izpran, voda je pregledana, za njo smo dobili ustrezna dovoljenja za uporabo in takšni cevovodi grejo takoj tudi v obratovanje, da se lahko stari izločijo. Eden prvih je bil vodovod iz Hajndla do Ormoža, do Hardeka. No, tega smo ravno popolno v celoti spustili v obratovanje in to je trajalo 30 ur namreč, kaj smo delali zdaj. Kako drugače ocenjujete potek dela, so kakšne težave? Dela potekajo nekako po planu. Res je, da kakšna linija kdaj mora zaostati zaradi kakšnih tehničnih težav ali pa nerešenih zadev. Medtem ko pa nekako količinsko gre vse po planu. Trenutno smo preko 16 km cevovodov položili, do 26 sicer nekaj še manjka, ampak če računamo, da je mesečno kakih kilometrov pa pol v izvedbi, to vemo, koliko mesecev še to traja, tada gre kar po planu. Projekt oskrba s pitno vodo v porečju Drave 2014-2020 je eden največjih na ormoškem območju in prinaša izboljšanje javne storitve oskrbe s pitno vodo za uporabnike priključene na vodovodni sistem Ormož.
Ja, res je, kot ste sami rekli, tisto, kar smo pravzaprav v naši občini najbolj pričakovali, je v fazi izvajanja. Vodohram tukaj na Kostanju je pravzaprav tik pred koncem izgradnje. Pridobitev, ki izredno veliko pomeni našim občanom. Saj vemo, pred časom nazaj se spomnite, večkrat sem tudi na vaši televiziji govoril o problemih, s katerimi se soočajo naši občani, glede same dobave vode, glede tlakov, ki so bili vedno problem. Tako da za to investicijo, ki se dogaja, bo vsekakor vse to preseženo in kar je najbolj pomembno, ta investicija je v našem kraju še kako sprejeta in ljudje jo razumejo kot izredno pomembno in jo tudi tako sprejemajo. Nimajo nič proti, da brni in da je vse razkopano. Večina, bi rekli, mnenj, ki jih slišim na terenu, je veseli smo, ko stroji brnijo. Se pravi, ko stroj zabrni na našem območju, se ve, da se nekaj dogaja, da bo nekaj novega in da bo kvaliteta življenja boljša. In tudi ta investicija, o kateri govorimo, govori pravzaprav temu v prid in občani so izredno zadovoljni in nekih težav, o katerih govorimo, vsekakor ni. Vsekakor sprejemajo tudi manjše zdrse, ki pač prihajajo pri sami gradnji, glede cest, glede prevoznosti, ampak v letošnjem letu verjamem, da bomo vsi skupaj na koncu zadovoljni z urejeno cesto, z novim vodovodom in še čim. Koliko ljudi bo torej obskrbljenih z novim tokom? Ta vod, ki ga delamo tukaj pravzaprav iz Vičanec do Kostanja, oskrbuje celotno občino Sveti Tomaž. Gre za preko 500 priključkov. Vsi bodo deležni boljše kvalitete dostave vode, predvsem pa bodo tega najbolj veseli tisti, ki so na višje ležečih točkah po naših vaseh, po slemenastem območju, kjer je bil pritisk oziroma dostava pitne vode problem in so bili pravzaprav zelo prikrajšani glede pritiskov za te gospodinjske stroje in še kaj. Moramo vedeti, da če ni pritisk takšen, kot mora biti, nam zelo hitro odpove pomivalni stroj, pralni stroj, pa še kaj. To se v bodoče ne bo več dogajalo. S potekom gradnje vodovoda sta zadovoljna tudi župana občin Središče ob Dravi in Ormož, ki je v smislu kvalitetnejše pitne vode in z veliko kvalitetnejšo oskrbo več kot dobrodošla pridobitev. Kaj bo sanacija vodovoda oziroma gradnja vodovoda prinesla vaši občini, gospod župan? No, vsekakor veliko pridobitev za redno dobavo zdrave in pitne vode, predvsem v naselja Šalovci in pa Godeninci, ki se preko tega voda preko Huma oskrbujejo. To je zelo pomemben del, kajti vemo, ta vod preko Huma že leta povzroča velike težave, veliko okvar, veliko izgub, motenje dobave. Tako da seveda bo to pomenilo ta novi vod pod Hum za naša dva naselja in tudi za naprej pomembno oskrbo in seveda manj krvar in seveda tudi manj izgub. Potem tista druga linija, ki bo prišla še letos na vrsto, to je povezava te linije, ki se konča v Vodrancih, gre skozi Šalovce, Godenince, Vodranice, povezava z Vitanom. Torej to bo omogočilo, da bo naselje Godenince, tudi Vodranci in pa potem nazaj Šalovce, imelo možnost dobave z strani Vitana. Tako da tudi tisti vod je pomemben za našo občino in pa seveda tu sporedno seveda tudi za vsa naselja občine Ormož, ki povezuje ta oba navedena voda. Koliko prebivalcev bo tako deležne boljše oskrbe z vodo? Zdaj, če pogledamo samo v našo občino, gledajte, v Šalovcih nekje 180-200 prebivalcev, v Godeninci 160, pa potem še, če upoštevamo seveda celotno traso Huma in naprej, potem Vitana, Vodranec, ja, gledajte, kar lepo število prebivalcev in seveda ta vodovod bo pomembno vplival, da se ne ponavljamo, na redno dobavo, predvsem pa manj okvar, ne. Kajti ker seveda skladno z dogovorom s koncesionarjem, komunalnim podjetjem nam javljajo vse okvare in moramo vam reči, da skoraj ni tedna ali pa večkrat srednje, da mi iz komunale ne sporočijo, da je bila okvara na tem vodu pred in pa za Humom.
občini? Ja, gre za en velik projekt, konec koncev pili bomo absolutno oziroma uporabljali kvalitetnejšo vodo, tako da investicija je vsekakor za vse naše 3 občine zelo pomembna. Mi smo se itak že zavezali, da bomo preko kohezijskih sredstev, ki bodo predvidene v naslednji finančni perspektivi, nadaljevali z obnovami same vodovodov. Bi rekel, da če gledam podravske občine, glede na tempo, ki ga vršimo, glede na faznost, ki ga delamo, glede na to, kaj vse želimo oziroma kaj smo že napravili, pa kaj želimo napraviti, bi rekel, smo ena izmed uspešnejših področij, območij, ki nadgrajuje te vodovodne sisteme. Koliko prebivalcev je po vaši oceni bo torej deležno boljše oskrbe z vodo? Ja, zdaj, če nekako te dele nekako seštejemo, to se pravi od tomaževske strani, velikonedeljske, podgorske strani, tega ormoško-humskega območja preko Vodranec, Godeninec, bi rekel, da se vrti sigurno ena polovica prebivalcev. Vsekakor pa se moramo zavedati tudi nekaj, da gre to tudi nekje za obnove vodovodnih ramov, tudi glavnih cevovodov, kar pa posledič tudi nekako izboljšuje delovanje celotnega našega sistema, tako da nekako vpliva na kompletno občino. No, končno tudi sanacija cest, ne? Ja, tudi kar nekaj cest, ki se bo skozi to obnovilo. Zdaj vedno, ko se nekaj nadgrajuje, je tudi, bi rekel, to tista od zadev, ki je potrebno obnavljati, tako da čaka nas kar dosti. Kar dosti cest, kar dosti usklajevanj, modernizacij takšnih in drugih odprav, tako da tu še je veliko dela. No, pravite, da bi v naslednji finančni perspektivi torej nadaljevali z gradnjo. Kaj bi torej lahko prinesel novi nadaljevanje projekta? Ja, se pravi nadaljevanje tistega, za kar je že gradbeno dovoljenje bilo v celoti pridobljeno. Tega smo se fazno lotevamo. Tako da potem bomo videli, koliko bo teh sredstev, bomo videli, kakšna bo udeležba, sofinancirana ze strani Evrope, države in na podlagi tega se bomo potem odločili, katere odseke. Absolutno nekako prioritetno vzamemo tiste odseke, kjer je okvar več, se pravi, kjer je teh popravil takšnih in drugačnih več, tako da nekako zmanjšamo tudi ta delež, ki ga moramo vlagati zaradi takih in drugih sanacij med samim delovanjem sistema. Običajno sta na terenu 2 ekipi gradbenih delavcev. Ena ekipa je v tem času delala na Humu. Nahajamo se na Humu oziroma pod Humom, kaj se pa tukaj dogaja? Torej, kot sami ugotavljate, smo ravno sredi gradnje tukaj. Zdaj zgradili smo vodovod do samega vodohrana Hum in da ga tako nadaljujemo od stolpnega vodohrana naprej proti Voderancem oziroma to zanko, da naredimo. Trenutno se nahajamo tukaj pod Humom. Izvajalec se sooča s precejšnjimi težavami, saj gre za precej skalna teren, tako da dela trenutno poteka zelo upočasnjeno. Tako da bomo videli, gremo skupnemu cilju naproti. No, od tu s Huma pa potem gre dalje, v kateri smeri? Vodovod se tukaj nadaljuje okoli Huma in se tam tudi zaključi, se pravi pod Humom, tako da bo naredila neka zanka okoli Huma, tako da bodo vsi prebivalci dejansko oskrbljeni. Na poti od vodohrana Kostan v občini Sveti Tomaž smo se ustavili še ob vodohranu v Vičancih. Tudi ta, kot je že bilo povedano, bo deležen gradbenih del. Poleg pa bo zgrajeno še prečrpališče. Torej, trenutno se nahajamo na Vičancih, pri vodnem stolpu Vičanci. Tukaj se, kot vidite, potekajo rekonstrukcijska dela na samem vodohranu. Vodohran je bil zgrajen v 70 letih, se pravi, gre za sanacije betonov, potem pa hidroizolacije, obnove strehe in pa termoizolacija samega vodnega stolpa, ki pač bo omogočila, da se voda poletni časi ne bo pregrevala. Kaj bo prinesla obnova oziroma sanacija tega vodohrana? Kot vidite, vodohran je bil res v slabem stanju že, saj od takrat, ko se je bil zgradil, ni bilo neke večje obnove. Se pravi, samo sanacijo vodohrana, da bo omogočila nadaljnjih 30-40 let njegovo uporabo. Ob samem vodohranu pač vidite, so zgrajeni tudi temeljna plošča za tako imenovano prečrpalnico, ki bo pa omogočila vsem tem okoliškim prebivalcem, podobno kot tam na Kostanju, da bodo imeli zadostne in ustrezne tlake. Saj, kot veste, sami nizki tlaki ne omogočajo uporabe sodobnih naprav.
Novi vodovod bo seveda za uporabnike pomenil tudi boljši pritisk vode, ki je potreben za normalno delovanje gospodinjskih in drugih aparatov. Gre za največji projekt občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Naložbo v vrednosti 8,5 milijonov sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. Od tega so si občine iz kohezijskega sklada uspele pridobiti 48 in iz državnega proračuna 9% nepovratnih sredstev. Novi oziroma obnovljen vodovod pa bo kvalitetnejšo vodo pripeljal več tisočim prebivalcem vseh 3 občin.